Danes v bistvu lahko se nekako zaključimo, da je oskrba z električno energijo podjetja Vipap zagotovljena. Seveda je velika odgovornost oziroma na poslovodstvu, da sledi obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, kajti poslovanje družbe pod pogoji prisilne poravnave niso enostavni in od vsakega zaposlenega v vseh poslovnih funkcijah zahteva bistveno večji napor, angažiranost in naj se ob tej priložnosti zahvalim vsem zaposlenim, ki so doprinesli, da Vipap danes v poziciji, da obratujemo, da smo uspeli z decembrom ponovno oživeti proizvodnjo v Krškem po 5 mesecih zastoja. Energetska oskrba družbe predstavlja nek ključni element vhodnih surovin, kajti proizvodnja papirja je energetsko intenzivna panoga in 1 megavat elektrike je potrebno za tono proizvedenega papirja. Pogodba, v katero smo vstopili, zahteva od nas veliko angažiranost, kajti gre za ciljno napovedovanje in spremljanje na urni ravni. Pozitivno je v tem, da ima podjetje vzgrajen ali pa postavljen informacijski sistem energetskega monitoringa, ki nam omogoča, da na urni ravni spremljamo porabo, jo napovedujemo in s tem, bom rekla, tudi obvladujemo stroške. Kajti cena električne energije je v prvem kvartalu zdivjala oziroma že za zadnjo polovico meseca decembra zdivjala s faktorjem 8-krat glede na ceno, ki smo imeli v letu 2021. In je to ključni, bom rekla, trigger, ki vpliva na stroške končnega produkta. Je to dolgoročno zdaj zagotovljeno? Pogodba je zasnovana tako, če bomo izpolnjevali pogodbene obveznosti, je zadeva, ki se bo z aneksi podaljševala, ja, dolgoročno. A lahko poveste, s kom ste sklenili to pogodbo? Gre za poslovni odnos in ne želim o tem, pač to so poslovne skrivnosti in mislim, da je prav, da se ne razkrivajo te skrivnosti. Kako je pa s proizvodnjo zdaj, kako poteka, kaj vse proizvajate? Koliko ljudi je sploh zaposlenih in koliko jih dela? V podjetju je trenutno zaposlenih 280 zaposlenih, poleg družbe Vipap znotraj podjetja posluje tudi invalidno podjetje Leva s cirka 60 zaposlenimi, tako da gre za sinergijo, ker je invalidno podjetje zelo vpeto v poslovanje družbe in obstoj Vipapa pomeni tudi obstoj invalidnega podjetja. Tovarna obratuje trenutno z 2 papirnima strojema. Na papirnem stroju PS1 izdelujemo ovojno embalažne papirje, rjave ovojno embalažne papirje, kar je nov produkt, s katerim vstopamo na trg z letom 2021, medtem ko papirni stroj 3, ki je drugi stroj, ki je v obratovanju, izdeluje časopisne papirje, kajti še vedno je na tem delu, bomo rekla jugovzhodnem delu Evrope, manko časopisnega papirja in to je neka tržna niša Vipapa, ki jo danes s pridom izkoriščamo in še vedno dosegamo zadovoljivo pokriti tudi na trgu časopisnih papirjev. Pred novim letom ste rekli, da ste decembra že poslovali pozitivno prvič po dolgem času. Kakšne so vaše napovedi in pa načrti za letos? Seveda poslovni načrt za leto 2022 je na mizi. Največji izziv je prvi kvartal, seveda zaradi dviga energentov, ampak poslovni načrt, vkolikor uspemo v naslednjih 6 mesecih izkazovati pozitivno poslovanje, izkazuje, da bomo leto 2022 zaključili s pozitivnim rezultatom. Je pa seveda to velik izziv za podjetje, kajti odzadaj je še postopek finančnega prestrukturiranja. Mesec januar je eden, bom rekla, za nas zelo zahtevnih mesecev, kajti poleg zagotavljanja rednega poslovanja je naloga poslovodstva, da izdela tudi oziroma da predloži vse podloge, ki so nujno potrebne za izdelavo programa finančnega prestrukturiranja, iz katerega se bo tudi videlo, kdaj in v kolikšni meri bodo poplačani upniki, ki so ostali nepoplačani pred 2.11. Kaj pa zaposleni bo treba kakšno prilagajanje izvesti?
Zdaj ne vem točno, kaj mislite s tem Mislim, prilagajanjem. Odpuščanje. Da so delovna mesta zagotovljena, ali bo kakšno odpuščanje mora biti? Delovna mesta so zagotovljena, zdaj če ste mogoče kaj gledali javne razpise, mi imamo zunaj razpise in potrebe po novih kadrih, predvsem kadrih na področju, tehničnem področju. Naš cilj je čim prej stabilizirati proizvodnjo in iti v obratovanje še s tretjim papirnim strojem, kar pomeni, da je treba dodatno zaposliti sigurno več kot 30 ljudi. Tako da je potreba in potencial zelo velik za dodatne zaposlitve v podjetju. Se pravi, naročil imate dovolj, niso šli kupci v tem času, ko ste stali kam drugam? Ne, naročil imamo dovolj, kupci so, bom rekla, zelo podpirajo VIPAP, kajti gre za to 80-letno poslovanje neke družbe v poslovnem okolju, pomeni neko pripadnost, nek poslovni odnos, ki zagotovo kupec ceni, da znamo dobro narediti, da znamo kvalitetno narediti, da znamo pravočasno narediti, in to so vsi razlogi, zakaj so se kupci vrnili nazaj in nas sedaj podpirajo. Občina v Krško vam je v bistvu odpisala del sklada stavbnih zemljišč, krepko preko 200 000 evrov. Kaj vam v tem primeru pomeni? To je en veliki prispevek, bom rekla, lokalne skupnosti občine Krško, kajti $500 000, ki smo ga v preteklih letih plačevali za nadomestilo stavbnega zemljišča, je en velik zalogaj za tako družbo in verjamem, da bomo ta odpustek, ta denar uspešno namestili in usmerili v druge nujno potrebna vlaganja, v tehnologijo, v sanacijo, bom rekla, zunanje podobe podjetja. Kaj pa surovine, kako je s temi, so zagotovljene? Glede na to, da je podjetje 5 mesecev stalo, da smo pognali proizvodnjo z decembra z minimalnim obratnim kapitalom, je to en velik izziv za družbo, kajti financiranje obratnega kapitala za neko podjetje, ki ima na mesečni ravni potrebe nekje 6 milijonov za to, da zagotovi surovine, en velik zalogaj. Tako da se danes srečujemo z izzivom, kako zagotoviti dnevno surovine, ne samo zaradi naših likvidnostnih težav, ampak tudi zaradi logističnih težav, zaradi praznikov, ker je zadeva pač bila zdaj 14 dni v neki in še je ta teden zaradi praznikov v pravoslavnega Božiča in drugih praznikov v drugih državah, bom rekla, malo v mirovanju, ampak verjamem, da bomo po 10. januarju zopet spravili to dobavo vseh surovin na tirnice, ki so nujno potrebne za stabilno poslovanje. Kako je s tem strateškim partnerjem, bo lahko plačal? Na mizi imamo več, bom rekla, potencialnih opcij, kako zagotoviti dodaten obratni kapital, seveda so v teku pogajanja, kako bomo zaključili to pogodbo. Ni zaključeno. Iščete mogoče kupca za tovarno? Tudi je. Tudi. Ni pa še tender narejen? Ne, nismo še tako daleč. O kakih tenderjih se bomo lahko pogovarjali mogoče marca.